Spoštovani, pozdravimo predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc Musar. Spremljata jo pribočnik, polkovnik Miha Rijavec in župan občine Tržič, Peter Miklič. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dragi gostje, vsi zbrani. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji tradicionalni slovesnosti, ki je letos še posebej slovesna. Mineva 80 let od osvoboditve taborišča in konca druge svetovne vojne. Na tem prelepem kraju si danes le s težavo predstavljamo trpljenje, ki so ga doživljali tukaj zaprti taboriščniki. Na slovesnosti v počastitev njihovemu življenju in trpljenju so prisotni predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, predsednica Državnega zbora, magistra Urška Klakočar Zupančič, minister za obrambo, magister Borut Sajovic, veleposlaniki in drugi diplomatski predstavniki številnih držav, župan občine Tržič, gospod Peter Miklič, predsednik Zveze združenja borcev za vrednote NOB Slovenije, Marjan Križman, predsednik francoskega združenja Amical Mauthausen, Claude Simon. Pozdravljam pa tudi ostale goste, vse taboriščnike, predstavnike združenj in odborov žrtev vojnega nasilja, predstavnike borčevskih in veteranskih organizacij, vse praporščake in seveda vse vas, ki se tukaj srečujemo vsako leto. K pozdravnemu nagovoru sedaj vabim župana občine Tržič, gospoda Petra Mikliča. Prosim.
Spoštovana gospa predsednica Republike, spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, cenjeni predstavniki diplomatskega zbora, ministri, župani, svetniki, predstavniki občin, dragi gostje iz pobratenih mest, Tržičani in vsi dobromisleči ljudje, ki ste danes z nami. Dobrodošli. Danes smo tu, da se poklonimo. Spominu na trpljenje, na pogum, na žrtve. In da ne pozabimo. Spomin in zgodovina imata vlogo, ki presega preteklost. Pomagata nam razumeti sedanjost. In da na podlagi tega razumevanja sprejemamo pravilne odločitve, da nam bo bolje v prihodnosti. Nikoli več je bil jasen in močan vzklik po koncu druge svetovne vojne. Postal naj bi temelj naših vrednot, naših zakonov, naše skupne evropske prihodnosti. A z leti je ta vzklik začel bledeti. Najprej v času gospodarske rasti, lagodja, optimizma, v delu sveta, kateremu smo pripadali tudi mi. Še bolj je zbledel v burnih 90-ih letih, dokončno pa je izginil v spirali nasilja in brezčutnosti, v katero smo ujeti danes. Danes je ta nikoli več skoraj neslišen. Morda je danes bolj na mestu še vedno boleč vzklik, zapisan na spomeniku, ob katerem smo položili vence v spomin na žrtve in dogodke, ki so del zgodovine tega kraja. Žakiz, obtožujem tiste, ki z izkrivljanjem zgodovine in zlorabo spomina upravičujejo nasilje nad drugimi. Obtožujem tiste, ki v imenu interesov, moči ali koristi gledajo stran in molčijo. Obtožujem tudi vse nas, če se ne odzovemo, ko se rušijo temeljne človeške vrednote. Zato se danes na tem mestu zahvaljujem naši predsednici za njeno jasno sporočilo v Evropskem parlamentu. Dejanja je treba poimenovati s pravim imenom in to izreči na glas. Pa naj bo to genocid, kateremu smo trenutno priča v Gazi, ali pa zločini, ki so jih izvrševali med drugo svetovno vojno ali po njej. Za nobenega teh zločinov ni opravičila. Ne v imenu naroda, ne vere, ne v nacionalnem in mednarodnem pravu, ne v zgodovinskih pričevanjih, ne v mitih ali legendah. Pravica do življenja, dostojnega, varnega, mirnega življenja je temeljna pravica vsakega človeka. Vsakdo si zasluži svoj prostor pod soncem, kjer se rodi, ustvarja in na dostojen način konča svojo življenjsko pot. In kdor to pravico odreka drugim, spodkopava tudi svoj obstoj. Verjamem, da danes tukaj mislimo podobno. Da si vsi želimo prihodnosti, kateri se spoštuje človek, ne glede na narod, vero ali zgodovino. Zato me kljub vsemu, kar se dogaja, preveva zmeren, a trden optimizem. Da bomo tu v Sloveniji in v Evropi vztrajali pri nikoli več. Vztrajajmo, vsak po svojih močeh, pogumno, z besedami, dejanji in spoštovanjem. Gospodu županu Petru Mikliču, hvala lepa za te besede. Na oder vabim predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc Musar, slavnostno govornico na današnji spominski slovesnosti. Prosim. En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovana predsednica Državnega zbora,
spoštovani minister za obrambo, spoštovani župan, spoštovani predsednik Zveze borcev, spoštovane poslanke in poslanci, veleposlanice in veleposlaniki, spoštovani visoki gostje, predstavniki lokalne skupnosti, cenjeni taboriščniki, predstavniki združenj in odborov žrtev vojnega nasilja ter domoljubnih in veteranskih organizacij, gospe in gospodje. Ob spominskih slovesnostih, povezanih z 80. obletnico konca druge svetovne vojne, se nam misli vračajo v preteklost, k tistim, ki so ne le sanjali o svobodi, temveč so se tudi dejavno uprli in borili zanjo. Vsak od nas ima svojo izkušnjo ali spomin na tiste temne čase. Pridobili smo si jih po različnih poteh, z branjem knjig, pogovori s starimi starši, obiskovanjem muzejev, gledanjem dokumentarnih filmov in razpravami v šoli. Najbolj presunljive pa so seveda izkušnje tistih, ki so grozote vojne izkusili na lastni koži. Tistih, ki so bili nenadoma soočeni z vprašanji o preživetju. Tistih, ki so doživeli popolno razčlovečenje telesa in uma. Tistih, ki so v brezpravnem okolju postali le vtetovirane številke v črtastih oblekah, prepuščeni na milost in nemilost fašističnemu in nacističnemu terorju. Takih je bilo več milijonov. Na naših tleh v koncentracijskem taborišču v Ljubelju pa skoraj 2000. Namen nemških koncentracijskih in delovnih taborišč je bil en sam. S prisilnim delom do onemoglosti zgarati internirance in jih poslati v smrt. Ob lepoti narave na tem koščku sveta si včasih težko predstavljamo, v kakšnih človeka nevrednih razmerah, lakoti in mrazu so tu v obdobju med letoma 1943 in 1945 trpeli in umirali predstavniki različnih narodov. Kljub pričevanjem, slikovnemu in zgodovinskemu gradivu verjetno nikdar ne bomo v celoti dojeli in razumeli razsežnosti dejanj in občutkov posameznikov, ki so to prestali. Surovo realnost takratnega dogajanja nam ponuja pogled na 1561 metrov dolg predor skozi Karavanke. Vrtanje in odstranjevanje skale z golimi rokami je zahtevalo nadčloveške napore in voljo do upora in predvsem preživetja. Vendar pa žičnata ograja in sistematično nasilje nacistov nista uspela pregnati dobrote iz človeških src. Tako kot v mnogih krajih po Sloveniji, je tudi v Ljubelju svetlobo in žarek upanja prinašala pogumna ter nesebična pomoč lokalnega prebivalstva. Ponujena roka je bila roka človečnosti, plemenitosti in solidarnosti. Slovenci in Slovenke smo v svoji viharni zgodovini neštetokrat dokazali, da nevidnih niti človeških src ne more pretrgati nobena zlonamerna sila. Zelo slikovito je to neprecenljivo srčno vez med ljudmi opisal francoski taboriščnik Maurice Rieu. Vsak večer smo se peljali po zelo ozki ulici, da bi prispeli na glavno cesto. Ko smo se peljali, so se okna večkrat na hitro odprla in na naše glave so deževale žemljice in jabolka. Takoj zatem so se okna spet zaprla. Nam je ta dež prinesel veliko tolažbo, predvsem moralno. Čutili smo, da so bili ljudje z nami in da so sovražili nemškega okupatorja. Spoštovane gospe in gospodje, kljub številnim dosežkom v zgodovini človeštva, razvoju vrednot, umetnosti, kulture, znanosti in tehnologije, je še vedno nepredstavljivo, kaj je človek sposoben narediti sočloveku. Bojim se, da kljub vsem prizadevanjem še nismo dosegli civilizacijske ravni za trajen mir, vzajemno spoštovanje in sožitje v svetu.
To nam kaže dogajanje na številnih žariščih po svetu. Zato moramo vsak dan, vedno znova, skrbno paziti, da se demokratične vrednote in pravne norme ne umaknejo manipulacijam, demagogiji in ksenofobiji. Spomin in opomin na vojne grozote nikdar ne smeta zbledeti. To je, spoštovane in spoštovani, naša skupna odgovornost. Zato me veseli, da je bilo pred desetletjem območje taborišča Ljubelj razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena. Želim si, da to ostane kraj miru, spokojnosti, spomina in pomnenja. Kraj, kjer se bodo srečevale ter spominjale različne generacije in učili prihodnji rodovi. Človeštvo lahko napreduje le s spoznanji iz preteklih napak, sočutjem, odpuščanjem in iskrenim prizadevanjem za razumevanje drugega. And if you allow me, ladies and gentlemen, because we have many excellencies, ambassadors from European countries here, just to say a couple of words in English. I would like to say thank you for coming every year to celebrate this event here. This year we are celebrating 80th anniversary of the end of the Second World War. It's on us who are here still today to remember and share the knowledge and never to forget. And to conclude with one really very important sentence, ladies and gentlemen, I will translate it to Slovenian. Martin Luther King Jr. said, "Our lives will end the day when we become silent about the things that matter." And this is what is important to me. To translate, rek Martina Luthera Kinga, mlajšega, je izjemno pomemben in meni neskončno veliko pomeni. Rekel je takole: naša življenja se bodo končala tisti dan, ko bomo obmolknili o stvareh, ki so pomembne. Spoštovani, poskrbimo, da nikoli ne bo pozabljeno. Hvala lepa. Pozabi na nebesa, saj ni tako težko. Nikjer ni pekla, nad nami le nebo. Pozabi, da smo tukaj, ker nekaj čakamo. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You Peut dire que je suis rêveuse, mais je ne suis pas la seule. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras et le monde vivra uni. Pozabi na lastnino,
zavezništvo ljudi. Pomisli, da si človek, z drugim se deli. Zdi se ti, da sanjak sem, A to vse je, kar imam. ko se mi Boš pridružil, svet bo eno, nihče sam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče sam. Po koncu druge svetovne vojne je odmevalo nikdar več. Nažalost smo še vedno sanjači, kot je bil John Lennon, in le sanjamo o miru za vse. Kljub temu pa je v zraku upanje, ki nam daje moč. Upanje, da v teh prizadevanjih za mir nismo sami, da nas je mnogo. Ko so prišli po komuniste, sem molčal, saj nisem bil komunist. Ko so prišli po sindikaliste, sem molčal, saj nisem bil sindikalist. Ko so zaprli socialdemokrate, sem molčal, saj nisem bil socialdemokrat. Ko so zaprli Jude, sem molčal, saj nisem bil Jud. Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar več, ki bi protestiral. Peljali so nas čez noč. Celo nebo je molčalo. Ljubelj je pil znoj in kri, prekleti tunel. Veter je zažvižgal skozi ograjo. Nič več ukazal. Meddržavni dogovori so uspeli, odprta vrata v Evropo. Trpljenje, ki je rodilo pobratanje. Tunel prijateljstva. Spomin je bil še živ, a že utrujen. Tržič je postal kulturni spomenik. Mi stojimo tukaj, kjer so oni trpeli. Ne bomo pozabili. Nous sommes ici où ils ont souffert. Nous n'oublierons pas.
Danes si težko predstavljamo trpljenje, ki so ga doživljali ljudje na tem kraju. Kot pravi pesem, izpran krvi je mučeniške sled. Kljub temu pa lahko še vedno v odmevu teh gora slišimo vzdihe bolečine, uporne besede in neizmerno željo po miru, o katerem je sanjalo več kot 800 Francozov, 450 Poljakov, skoraj 200 Rusov, več kot 100 Slovencev in drugih Jugoslovanov, ter posamezniki iz Češke, Norveške, Luksemburga, Grčije, Belgije, Nizozemske in od drugod, ki so bili zaprti v tem taborišču. Iztrgani iz družin in prijateljskih krogov so bili poslani daleč stran od vsega, kar so poznali in imeli radi. Ti nedolžni ljudje so bili zaprti zaradi svojih prepričanj, nadzirali pa so jih storilci kaznivih dejanj, kriminalci. Izpostavljeni so bili pretepanju in mučenju, na njih so izvajali tudi poskuse. Kako preživiš vse to brezsmiselno nasilje, vse te grozote? Preživiš zaradi pomoči dobrih ljudi, ki ti vlivajo upanje, da obstaja nekaj več kot zgolj trpljenje. Te medčloveške vezi, zgrajene iz prijaznosti in tovarištva, živijo še danes. In ravno zaradi njih k pozdravnemu nagovoru sedaj vabim gospo Danielle Regerin, predstavnico Amicale de Mauthausen. S'il te plaît. Madame la Présidente de la République, Mesdames et Messieurs les élus et responsables institutionnels et associatifs, Monsieur le maire de Tirsiš, Mesdames et Messieurs, chers amis. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani poslanci in zastopniki ustanov in združenj, gospod župan, gospe in gospodje, dragi prijatelji. Že 80 let skupaj delujemo z namenom ohranjanja dediščine internirancev, vi tukaj, mi v Franciji. Bili so časi romanj, zbiranj pričevanj, ustvarjanja spominskih obeležij, časi aktivnosti zgodovinarjev. Jean-Baptiste Meffiu je bil zadnji francoski interniranec, ki je junija 2012 obiskal spominsko slovesnost ob osvoboditvi taborišča. Njegova žena Madeleine, ki jo z naklonjenostjo pozdravljam, je sem prihajala do leta 2018. Danes, 80 let po osvoboditvi taborišča, je v naši delegaciji okrog 20 sorodnikov internirancev, njihovi nameni pa so trojni. Počastiti spomin na umrle in na preživele, zaznamovane z nacističnim sistemom taborišč, se zahvaliti slovenskim ljudem in se obrniti v prihodnost. Ključna razlika je bila v povezanosti, ki so jo že od leta 1943 Tržičani vzpostavljali z interniranci. Ta je bila tako močna, da so 6. junija 1945 interniranci na Tržičane naslovili pismo zahvale in jim podarili risbe, ki so nastale v taborišču. V znak velike hvaležnosti in v upanju, da bi nastalo prijateljstvo, ki bo za večno združilo Jugoslavijo in Francijo. Prijateljske vezi, stkane z Jankom Tišlerjem, človekom, ki je tvegal življenje, da je internirancem nudil pomoč in podporo, se prek njegovih sorodnikov ohranjajo še danes. Leta 1954 ste postavili kip, opomnik z močnim sporočilom obtožujem, da ne bi pozabili zločinov, ki so se odvijali na tem kraju. Vsako leto smo prihajali obeležiti osvoboditev taborišča, zbrali smo pričevanja in ustvarili knjige, ki so jih napisali interniranci. Janko Tišler je zapisal zgodbo o vojakih, o cinizmu in barbarskih razmerah, ki so vladale v taborišču, o odporu Slovencev. Tudi Tržiški muzej je v francoskem jeziku objavil knjigo o koncentracijskem taborišču. Ako se zazremo v prihodnost, se vprašamo, ali je bilo naše skupno delo zadostno, ali smo lahko zadovoljni s tem, kar je bilo narejeno, ali smo lahko pomirjeni. So se interniranci motili, ko so sklenili pobratenje med narodoma in se zavezali medsebojnim stikom. Prepričani smo, da je pot, ki so jo čutili, začeli utirati interniranci in prebivalci Tržiča, prava.
Skupaj moramo ohranjati spominska mesta, se skupaj spominjati zločinov totalitarnega režima, se spominjati bratstva, ki se je tu postavilo po robu sovraštva in skupaj poudarjata, da se to ne sme nikoli več ponoviti. Merci. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la femme qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux de lit font de rêves. Ici nous vas-tu, nous en marche et nous en tue, nous en crève. Ici chacun sait ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes à nos soucis de l'ombre à ta place. Ce noir séchera au gros soleil sur la route. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entendez les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Entendez le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Tukaj ne poznamo močnih in šibkih, temveč le delavce in mrliče. Tisti, ki noče delati, naj to mirno pove. Ubit bo. To so bile besede poveljnika taborišča Ljubelj, Jakoba Winklerja. Je imel v mislih lepo smrt, Zigberta Ramsaurja, z injekcijo bencina neposredno v srce? Ali je že razmišljal o tem, kako jih bodo usmrtili po vrnitvi v Mauthausen? Ali pa je upal, da bodo podlegli trpljenju v nečloveških pogojih? V predoru nas je pestil večen mraz. Nekateri so si pomagali tako, da so iz praznih cementnih vreč izrezali oblačilo in ga oblekli pod našo jopo. Če so koga zalotili, so ga kaznovali s tepežem. Noge smo povijali v cunje in papir. Da bi se zavarovali pred mrazom, ki je bil na Ljubelju zelo hud, smo se pod srajcami podlagali s papirjem od cementnih vreč, kar je bilo prepovedano. Nemci so namreč vreče zbirali. Če so koga odkrili, je bil tepen.
Suženjsko delo v vseh vremenskih razmerah, podhranjenost zaradi odtegovanja hrane, ostro gorsko podnebje in podhlajenost zaradi neustreznih oblačil, dolg urnik. Eno samo trpinčenje, od jutra do večera. Kljub temu so redki umrli v tem taborišču. Seveda bi se lahko sprenevedali, da je bil režim tu bolj blag. A kaj, ko so izčrpane, bolne, obnemogle ali kaznovane internirance zgolj poslali nazaj v centralno taborišče, kjer jih je večino doletela smrt v krematoriju. dvigu skrajnega sovraštva
in nestrpnosti ni varen nihče. Imamo srečo, da pri nas vladata mir in solidarnost. S tem pa nam je bila predana tudi odgovornost, da spregovorimo, da opozorimo in obtožujemo vse, ki pozabijo na grozote vojne in so jih pripravljeni ponavljati. Dolžnost, da spregovorimo, ko prepoznamo krivico, da se borimo za šibkejše, za mučene, za trpeče. K pozdravnemu nagovoru, v katere bodo vtkane besede spomina in opomina, vabim tovariša Marjana Križmana, predsednika Zveze združenja borcev za vrednote NOB Slovenije. Prosim. Dobar dan, spoštovani. Hvala, da ste se udeležili v tako velikem številu, kajti danes se spominjamo na trpljenje vseh tukajšnjih taboriščnikov in tudi letos mineva 80 let. Naj najprej pozdravim našo predsednico dr. Natašo Pirc Musar, Urško Klakočar Župančič, župana, seveda pa tudi z veseljem pozdravljam novo direktorico muzeja Anjo Bajda. Zakaj? Kajti z njimi sodelujemo, delamo in vse to, kar je tu in v muzeju pripravljenega za spomin in opomin, je delo muzeja, občine, našega odbora, ki ga vodi Jani Alič, in vseh tistih, ki seveda neutrudno skrbijo za to, da ta spomin ne zbledi. Spoštovani veleposlaniki in vsi ostali gostje, spoštovani magister Borut Sajovic, minister za obrambo, s katerim smo prav tako kot takrat, ko je bil seveda župan Tržiča, odlično in zelo lepo sodelovali. To, da smo prišli do 80-letnice in smo vse to ohranili, gre zahvaliti vsem tem ljudem, ki sem jih zdaj naštel. Moja skrb kot predsednika Zveze borcev je, da skrbim za 84 združenj širom Slovenije, za 700 komemoracij, takih in podobnih, za vse tisto trpljenje, ki ga je slovenski narod v 4 letih pretrpel, za vse tiste, ki so pomrli, za vse tiste, ki so seveda bili izgnanci, ukradeni otroci in še bi lahko našteval. Imamo že registriranih 9000 spomenikov. Ta številka ni za se hvaliti. Ta številka pove, koliko gorja se je zgodilo v drugi svetovni vojni. To govori ta številka. In ko marsikdo v naši državi z visokega položaja zanikuje drugo svetovno vojno, jaz sem prepričan, da ne ve, kaj govori. In kot zanikati svojo lastno zgodovino pomeni, da nisi vreden v tej državi živeti. Me pa navdaja en optimizem in eno veselje ali pa radost tudi, če hočete. Ko sem lani na Rabu imel govor, je bila prisotna gospa Urška Klakočar Župančič. Takrat sem se spomnil vsega njenega prizadevanja za to, da bi v državni zbor vnesla nekaj več kulture, nekaj več optimizma in nekaj več lepega obnašanja. In nekaj tistega, kar si tisti, ki smo na drugi strani ekrana, zaslužimo. Brigajo nas za tiste njihove prepire, pa za njihove neumnosti, kdo bo koga. Ampak zakaj to govorim? To je bilo lani. Gospa predsednica nadaljuje svojim delom in to lahko vidimo. Ko je naša predsednica
pred kratkim izrekla, da v Gazi vlada genocid, v tistem trenutku sem rekel, da imamo dve zelo pozitivni osebi, ki vnašata v slovenski prostor nove vzorce obnašanja in ki v slovenski prostor vnašata neki novi način, ki ga sodobne generacije morajo sprejeti. Utrujeni smo od grdih besed, utrujeni smo od grdega obnašanja, utrujeni smo od obtoževanja, toženja, da ne govorim o seveda zaničevanju sodišč in vsega drugega. Dragi moji, spoštovani prisotni, naša prihodnost je v medsebojnem spoštovanju, v spoštovanju vrednot narodno-osvobodilnega boja, ja, kajti iz narodno-osvobodilnega boja izhaja tovarištvo, ki ni komunistična beseda, ampak je najsvetlejša beseda človeka, ko je človek človeku resnično človek, takrat, ko ga rabi. In tudi mi seveda smo imeli 80-letnico, tisti, ki skrbimo za vrednote narodno-osvobodilnega boja, in mene kot predsednika je doletela, lahko rečem, da neizmerno zelo velika sreča, da sem pri predsednici države iz njenih rok sprejel zlati red za zasluge. Tega reda si najbrž nisem zaslužil jaz. Ta red so si zaslužili vsi, ki so se v drugi svetovni vojni borili, vsi, ki so padli, vsi, ki so trpeli, vsi, ki so izginili neznano kam, ki so pogrešani, in vsi tisti, ki za njihovo usodo nikoli ne bomo vedeli. No, nekaj malega spada tudi v novejši čas, v čas po vojni, kajti ohranitev teh vrednot in 80 let bdet nad spomini, nad vsemu tistemu, kar se je v drugi svetovni vojni zgodilo, tudi ni mačji kašelj. Zato smo ponosni. Ampak jaz sem tak, veste, bolj neposreden. Jaz sem rekel, pa kaj smo morali čakati 80 let na Natašo Pirc Musar, da smo dobili to priznanje. Hvala še enkrat. Kot sem prej rekel, to priznanje je priznanje vseh, ampak veste, to priznanje je tudi za vse tiste, ki so tu bili, to priznanje je za vse, ki so ne samo v drugi svetovni vojni, ampak tudi po njej trpeli, gradili in delali. In s tem je naša predsednica države, Zvezi borcev, dala veljavo in jo postavila v bok vseh tistih, ki so v loku naše zgodovine. In naša zgodovina, če jo na kratko pogledate in da ne gremo predaleč, začne od generala Maistra, Tigra, borcev in do naših osamosvojiteljev. To je zgodovinski lok slovenskega naroda. In naj še enkrat, zdaj za zaključek, da ne bom predolg, ker sem si napisal zelo kratek govor. So rekli, bodi kratek. Moj poklon vsem tistim, ki so tukaj trpeli, moj poklon v imenu Zveze borcev vseh nas, ki skrbimo za njihov spomin. Skrbeli bomo še naprej, skupaj z občino, skupaj z muzejem, naredili bomo vse, da se to nikoli več ne bo ponovilo in naredili bomo vse, da bomo živeli v lepi in srečni in svobodni državi. Hvala lepa. Na
na licih grenkih solzic sled. Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? V hribe šel je dragi moj, s fašisti bije težki boj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Dekle, ne bodi žalostno, obriši solzno si oko. Tvoj fant gotovo povrne se, ko zvezda utrne se. Tvoj fant gotovo povrne se, ko zvezda utrne se. Ponosen vrne se junak, ovenčan slavoslavni zmag. In vriskoma vrgel bo Titovko v zrak, ko stopil čez tvoj bo prag. In vriskoma vrgel bo Titovko v zrak, ko stopil čez tvoj bo prag. Ograja mi je vzela ime. Žico sem nosil v očeh, dolga je bila kot molk sveta. Priimka nisem imel več, samo kot številka sem se slišal. Ko sem sanjal svobodo, sem sanjal tvoje roke. Jaz sem še tukaj, čeprav me več ni. Stena molka razpade samo, če govoriš z menoj. Tudi kamen govori, tudi molk je stavek. Tudi ti me slišiš, čeprav me ni. Même la pierre parle, même le silence est une phrase. Toi aussi tu m'entends, même si je ne suis plus là. Osemdeset let, spomini ostajajo in opominjajo.
Danes so vrata taborišča Ljubelj odprta vsem, ki so se pripravljeni ustaviti na tem mestu spomina in opomina. Spominjamo se vseh, ki so tu trpeli in umirali. Opominjamo na nevarnosti brezumnega sovraštva, na krivice, na trpljenje, upanju, da naše sporočilo odnese do pravih src. Kajti to niso besede, ki jih zgolj slišimo ali razumemo. To so sporočila, ki jih moramo začutiti, ki morajo v nas rezonirati in se okrepiti v krik vseh nas. Viktor Frankl, psiholog, ki je preživel več koncentracijskih taborišč, je zapisal: človeku lahko vzamejo vse razen enega, zadnje človekove svobode. Da izbere svojo lastno držo, ne glede na okoliščine, da izbere svojo lastno pot. Na nas je, da torej izberemo to pravo pot in na njo povabimo tudi druge. Današnja slovesnost se počasi, a neizbežno izteka. Naj se vam, preden povsem zaključimo, iskreno zahvalim za spremljanje današnjega kulturnega programa, ki so ga sooblikovali. Policijski orkester pod vodstvom dirigenta Nejca Bečana. Baritonist Anton Habjan. Maša Demšar ter Karlo in Matija Jemc. Učenci osnovne šole Tržič pod mentorstvom Maje Keržič in Mojce Likar. Recitator Tobija Leroux. Scenarij pa sta pripravila doktorica Mojca Poredoš in Iztok Pipan, televizija Medvode. Hvala vam za današnji obisk in ne pozabite biti ljudje drug do drugega. Gojimo medsebojno spoštovanje, sočutje, empatijo in človečnost. Pošljimo to sporočilo v svet, naj odmeva na vseh kriznih žariščih, v mislih in srcih ljudi. Bodimo človek človeku in svet bo lepši kraj za nas vse. Čisto za konec, pozdravimo odhod praporščakov.